V Loški dolini zavod Ars Viva dostopnemu turizmu zelo uspešno dodaja še pridevnik aktivni. Ekipa, gremo? Pejmo. In smo šli. Kljub času 25. dirke po Sloveniji z vrstnim redom popolnoma neobremenjeni. V sinhroni in vsem dostopni navezi, ki z lanskim snovalcem zalito turistično seme hitro spreminja v pravo drevo. Imamo kar 5 takih koles. To so 3 cikli, ki se povežejo v verigo. In na tak način lahko omogočimo kolesarjenje slepim, tudi invalidom, ker imamo tudi ročno kolo. Tistim osebam, mogoče starejšim, ki imajo manj stabilnosti, pa tudi otrokom, ker otroci mogoče se utrudijo na poti, pa jim pri tem potem pomaga starš, če kolesarite v tandemu oziroma kot cela družina. Na repu naše 3-členske kompozicije je bilo kar prijetno in ker sem določene smeri prepustil balanci na čelu, sem brez težav obračal pogled na vse strani in res užival. Taka kolesarska veriga naj bi skupaj čisto brez težav premagovala poti okoli gradu Snežnik do žage pri izviru Obrha ali pa po Blokah do Volčjega ter celo okoli Cerkniškega jezera. Prav zaradi večjega števila kolesarskih obiskov pa je zbirka najlepših lokalnih poti dobila tudi svojo mobilno aplikacijo. To so vse poti, ki so izven glavnih cest, tako da so manj prometne, pa tudi poleti v objemu gozda ponuja malo sence. Mnogo več kot le prijetna senca pa vas čaka pod streho njihovega vsem dostopnega hostla. Ja, naš hostel ima kar 43 postelj. Imamo kar 10 sob, ki so dostopne tudi invalidom. In hostel je dostopen prav vsem. No, večinoma jih obiskujejo družine, mladi popotniki, obiskovalci bližnjih festivalov in skupine invalidov. Med njimi so športniki, kolesarji, ročni kolesarji, pa tudi imamo več skupin slikarjev z usti in z nogami, za katere prirejamo tudi razne kolonije slikarske in potem tukaj ostanejo več dni. Slikarjeva senca pa je tukaj vedno prisotna. Nekje za vogalom boste hitro srečali ustanovitelje zavoda Ars Viva, sicer pa vsestranskega umetnika Benjamina Žnidaršiča, ki z budnim očesom češe pokrajino in išče drobce navdiha. Torej, navdih je, poiskati ga pa seveda treba, vsak zase mora navdih iskati in jaz mislim, da tudi v bodoče, da bodo prihajali k nam umetniki iz celega sveta. Tukaj vsi, ki prihajajo, poudarjajo to domačnost, to neokrnjeno naravo in kup takih stvari je, ki prinašajo nekega svežega duha v turizem. Obiskovalce imamo od vse povsod. Imeli smo obiskovalce že iz Amerike, iz Indije, Evropejci, veliko je Francozov, Italijanov, Nemcev. Vedno več imamo tudi Poljakov in Čehov. Pa tudi v času mojega obiska je polno zaseden hostel uporabljala res pisana družba. Smo tle ena skupina, 23 ljudi iz 5-6 držav in nekako se učimo teh veščin povezovalne oziroma nenasilne komunikacije. Hitro pa je goste povezala tudi obkrožajoča lepota. Background, they have those like pictures of like beautiful sceneries and it just looks like that. It's like so lush and green and it's almost too perfect, like it's been retouched already. To je super, fajn je tudi, kaj hosta okoli, travniki. Tudi hostel daje en tak občutek domačnosti, hkrati pa tudi skrbnosti, lepo je urejenje, čistoje, lahko smo, hodimo spat, valjda, kadar hočemo. Tako da eno svobodo in eno skrb obenem. In prav to, skrb za svobodo, je tisto, kar zidake idej zavoda Ars Viva povezuje močneje kot katerakoli Malta. Takšne turistične prihodnosti si želim povsod.